Boste vprašali? Ja, nikadaj. Znižanje plačnih razredov poslancev vsakemu za en plačni razred je napovedano strani predsednika Državnega zbora. Vaš nekdanji poslanski kolega Franc Pukšič omenja drugo možnost, znižanje vseh poslanskih plač na 55. plačni razred. Idej je torej veliko, nekako velja, da gre za simbolno dejanje, da seveda začeti morajo varčevati oziroma zategovati pas tudi poslanci. Kako ste temu naklonjeni v poslanski skupini SDS? No, mi bomo predlog, ki bo šel v smer racionalizacije in pa tudi nekako znižanja plač, podprli. Prav gotovo se strinjamo s tem, da smo tudi poslanci tisti, ki moramo deliti usodo vseh, ki so v tej situaciji v državi. Nismo neke izjeme. Vsekakor pa bi bilo smiselno, da se ti postopki in pa te racionalizacije in spremembe plač peljejo tako, da bi zadele pravzaprav vse tiste javne funkcionarje, ki pač smo pokriti s sistemom plač v javnem sektorju. Nekako zunaj konteksta so predlogi vlade, ki gredo v smer povišanja sodniških plač. To mislimo, da ni v duhu časa, trenutka. In pa seveda zelo primerno bi bilo, da bi se lotili racionalizacije tudi na drugih področjih, kajti v državnem sistemu je zelo veliko možnosti, da se ti prihranki tudi ustvarjajo. Niso plače edini vir, so pa zagotovo najbolj cenen, najbolj populističen in mislim, da je bilo treba tudi varčevati na mnogih drugih področjih. In te predloge, da šli v to smer, bomo zagotovo podprli. Kdo iz javne uprave še najbolj privije svojo plačo? Vsi, ki smo v tem sistemu plač v javnem sektorju, javnih uslužbencev je veliko, predvsem pa tudi funkcionarji smo tisti, ki moramo tudi tukaj prispevati. Ne gre za kakršnekoli izjeme, mislim, da so vsi predsedniki vseh vej oblasti tisti in tudi vsi funkcionarji vseh vej oblasti tisti, ki bi morali prispevati k temu, da se zadeve nekako stabilizirajo. Prav gotovo pa tudi vsi tisti, ki imajo velike ugodnosti, velike bonitete, kajti prav na sistemih bonitet se verjetno na nek nepregleden, netransparenten način iznese največ denarja iz državnega proračuna. Gre za mnoge uslužbence, ki razpolagajo s plačilnimi karticami, ki jim pripadajo službena vozila, pa jim morda ne bi bilo potrebno. Gre za sisteme varovanj, gre za marsikatera področja, ki niso dali poskrbeti. Kaj varovanje po koncu mandata, mislite, za 3 predsednike in pa za 3 ministre, nekateri imajo 6 mesecev še po koncu mandata, 3 ministri, 3 Gre mesece? za varovanje po koncu mandata, kot tudi med mandatom. To je zelo razkošno narediti. Pa tudi marsikdo lahko prihrani marsikaj tudi pri službenih potovanjih. Primeri, ki smo jim bili priča v zadnjih mesecih, kažejo, da je to področje, ker se ravno ne varčuje z državnim denarjem. Lahko še nekaj, se mudi s tem znižanjem poslanskih plač, glede na to, da bo za 18 poslancev pa 4 iz vrha, pravzaprav za ta korak, za znižanje plačnega razreda potrebna sprememba zakona? Ja, seveda se plače je nemogoče spremenjati brez popravka zakona. Tudi predsedniku vlade je nekako rečeno, da je potrebno to urediti s popravkom zakona, vendar so marsikatere druge stvari, ki se urejajo lahko tudi s podzakonskimi predpisi. In na teh področjih mislim, da lahko vlada stori marsikaj tudi zelo učinkovito, brez kakšnih cenenih potez. Gospod Tanko, Cvet je v državnem zboru za 41.841 evrov. Je to previsoka cena? Se vi zavzemate za ukinitev tega cvetja, ki je sicer zdaj trenutno za vami v ozadju? No, jaz mislim, da kakšen aranžma v državnem zboru že mora biti, lahko je tudi svež. Državni zbor je pomembno stičišče, tudi mednarodne dejavnosti in vsekakor nam ni v interesu, da imamo neko zelo pusto stavbo in jo tudi kažemo tako mednarodni javnosti. Kar pa tudi tukaj, če se da prihraniti karkoli, podpiramo tudi to idejo. Kje osebno lahko vi največ prihranite? Je to uporaba mobilnega telefona, je to karkoli drugega? Kje vi veste, da lahko, na primer, še privarčujete osebno?
No, pri mobilnem telefonu lahko zelo malo, ker ga tudi zelo malo uporabljam, samo za najnujnejše zadeve. Potujem tudi neveliko, mislim, da sem bil v prejšnjem mandatu samo 2-krat preko meja Republike Slovenije, tako da teh prihrankov je lahko pri meni relativno malo. In tudi v mandatu, ki prihaja, bo verjetno teh stroškov tudi potovanj zelo malo. Zanima me še glede kadrovsko-akreditacijskega sveta. Se vam zdi, da bo ta stvar resno zaživela? Verjamete v njen uspeh? Ali mislite, da bo to le nekako pod krinko nek svet, ki bo vseeno kadroval politične ljudi? No, zdaj izjave predstavnikov vlade in predsednika vlade glede tega sveta so zelo različne. Po izjavah predsednika vlade že deluje, se že čutijo učinki, po izjavah predstavnikov ministrov Zaresa še prače ni sprejel nobenega akta in nobene odločitve. Skratka, tudi tu gre za kolizijo izjav najvišjih predstavnikov vlade, najvišjih predstavnikov koalicijskih strank in če bo to se tako odvijali, kot sedaj vidimo, kakšnih posebnih učinkov od tega organa ni možno pričakovati, ker bo očitno, če ne neposredno, pa posredno delegiranje zelo politično. Kar je še bistveno slabše, kot če ti postopki postekajo transparentno. Še ena aktualna tema, na vaši spletni strani je bil zapis, v katerem ste okrcali medije, da se nekako poroča po nekem ključu, ki je bolj naklonjen vladi kot pa opoziciji. Zakaj je takšen tekst? No, mi pričakujemo od medijev, ki so kritični do vsake oblasti, da se tudi kritično lotevajo razmer v državi, tudi da enakopravno nastopajo pri ocenjevanju recimo kadrovanj ali pa ukrepov prejšnje vlade in tudi sedanje vlade. Zaznavamo, da največkrat ta uravnoteženost ni prisotna in se drugače poroča, ali pa se poroča drugače v ukrepih prejšnje vlade na tem področju, kot se poroča v ukrepih sedanje vlade. To je pač bilo zaznano in dolžnost naša, da tudi sporočimo javnosti. Najlepša hvala. Hvala tudi vam.